Dragi gledalci, drage gledalke in spoštovana publika, lepo pozdravljeni v novi oddaji Splet besed. Danes je z mano prekmurski pesnik in založnik, pa tudi gledališčnik Branko Pintarič. Branko, pozdravljene. Moram pa seveda opozoriti tudi poslušalce, gledalce, da se bomo danes pogovarjali v prekmurščini, v prekmurskem dialektu, tako da upam, da bo tudi za tiste, ki niste prekmurci, oddaja razumljiva. Če pa slučajno bo kakšen odsek, ki bo problematičen, pa seveda lahko napišete v komentarje in vam bomo odgovorili, samo kolikor vem, mislim, da tudi iz konteksta, tudi če kakšna beseda ne bo jasna, je ponavadi dovolj razumljivo, tako da vas tudi seveda srčno vabim v naš prekmurski dialekt. Zdaj pa pozdravljam gosta. Branko, lepo pozdravljene. Hvala lepa, enako. Nazaj pozdrav vsem, ko poslušate, pogledate. Kako si kaj delaš, pišeš zdaj v tom trenutku oziroma te dni, ali imaš kakšne druge posle? Ja, zadnje cajte mislim, da malo več pišem, kako sem ponavadi, pa ti, ko imamo ti Facebook, pa to možnost, ti, ko objavim več, se pravi teh novo nastalih pesmi, te imam tako še eno kmetijo, pa se tam kaj, malo zaposlim, tako kar pestro, pa družina, pa otroci, tako, cajt zmanjka. Ja, svali. Ja. Zdaj, Branko, jaz neko čujem zadnje čase, ko imaš nekši namen oziroma nekšno željo, ko bi malo tudi oživil eno to kulturno druženje v vaših koncaj. Kak je s tem? Če lejko kaj poveš. Mogoče tudi zato, ko nas dosti posluša prekmurcev, ker so dejansko jih zanima tudi prekmurska literatura, pa tudi seveda ne samo prekmurska, tudi splošno slovenska, tudi širša, ne? Ja, stvari so, zdaj pač glede na to situacijo, ko je ta korona in to face vgasnile, ne? Saj ideje so prej že bili pa vola veka, ne? Za dosta teh enih stvari, ki bi se napravilo pa premeknilo. Zdaj so pač nekako tako malo zabrezene, razvodenele. Je pa seveda želja, ko bi se napravilo eno takšno, kako bi pravil, gibanje, ki bi se bolj spromovirala ta naša prekmurska kultura, prekmurski jezik, pa ko bi se odprl en prostor, ki bi mi lahko čim večji, širši krog mladi noter spravili, predvsem pa mladim dole ti eno volov, en večji zagon, ko bi se pač začeli ukvarjati se pravi z pisanjem, pa z samim prekmurskim jezikom, pa slovenskim jezikom, saj to je prekmurski, isto slovenski, to, ko bi radi na tej način eno slovensko, prekmursko samozavest vrnili v te ene okvire, v eno osnovo človeško, se pravi v našo bit noter, s tem, ko bi povezali to eno srednjo. Ja, saj je res, zdaj, ko je ta epidemija, smo dejansko malo, mislim, če smo pozabili na en te družbeni del umetnosti, kar je pomeni v bistvu tudi povezovanje ljudi, ko pač dajo svoj dejanski realni čas, pa prostor tudi nekomu drugome, ker bolj ali manj je zdaj bilo vse virtualno, kar je bilo, sicer, dobro, se mi zdi, ko se vse malo smo se prilagodili tome načini funkcioniranja med epidemijo, nekako smo vseeno našli način, ko približno izpeljamo sicer okrnjeno določene stvari, ker smo mogoče v 2 letih ne mogli, in ki so dejansko zelo hitro zgubile utrip. Se ti zdi, da je to tudi ena naloga, pesnika, tudi pač kot oseba za svojo poezijo, tudi kulturni prostor malo gor drži? Ja, mislim, ne samo naloga, to je naloga vseh nas. Zdaj, v tom obdobju smo najbolj spoznali, kakšna tragedija je to, da zginejo medčloveški stiki, se pravi fizični stiki.
ko se mi ne vidimo, ko se mi ne čutimo, ko se ne čutimo teh naših vibracij, se pravi, ki je oseba v tvojem prostoru. Ne? In to mi te starejši, ko imamo pač nekšno, lahko povemo, leta za vse v kilometrino, za vsemi temi odnosami, dosta bolje pogrešamo, kako te eni mladi štering je, te en svet bolje modern, ne tako tuj, kako je nam. Ne? In ti se naša ena nostalgija oziroma ta ena praksa bolje hrepeni po, se pravi, živom stiki z besedov. Ne? Zdaj, beseda, ki štera potuje prek zraka od človeka do človeka, gebije srce, je čist nekaj drugo, kako pa nekaj, ko prije po elektron spremenini v binarni sistem 1-2-1-2. Ti pa, da se ti s človekom čutiš, vohaš, pa še vse drugo, pa še marsikaj ti se kako sploh ne veš. Toga v tom enem drugom svetu njega in nekako se toga fejs zaveda, ko je tak in zato nasilijo v to razdruževanje, ne, pa ne vem, ko vse, kad je, vipam, gre to čim prili konec. Ja, no se nekako malo začamo že funkcionirati, ne? Ne vem, pač vipam, kada je družba vseeno našla način, ko se iz toga izmota, ampak ja, vaša generacija je verjetno še bolje mogoče pogreša to, ker vseeno mlajši so nekako, ne vem, malo bolje tehnološki, ne? Ne vem, mogoče starejša generacija pa vseeno je bila fejst tudi povezana, dosti bolje tudi fizično, ne? Ja. Ja, to dejstvo, ne, ker mi smo najbolje te en šok doživeli, ko smo, naprimer, ti v 60-ih let rojene, ko smo prišli se pač v eno takšno stanje, mi smo doživeli še v osnovnem šoli, ko so nagučili, kakšno čudo je telefon, pa kad daleko brežice, ko smo se to težko sploh predstavljali, ali pa kaj je en učitelj fizike razlagal, kada niši čip, da noter vtisem čip in ne vem, ko vse, ne, in nam je to bilo neverjetno, ne bilo. V tistega lahko povemo 10 let dobrih, ko so mi že telefone te imeli v rokej, ne, in ta en razvoj je tako hitro šel, ko smo ga težko sledili, ne, mislim. Ja, hitro se to spreminja, ne. Hitro, ne, veliki preskok iz nalivnega peresa do računalnika, pa do touchscreena, pa ne vem, ko vse. Ne, nam je to bilo v zipki, ne. Čisto en drugi sfer, ene ljudje, ko so bili koli nas, naše babice, se pravi, moja tatica, pa tisti ljudje, ko sem jaz pač z njimi bil v tisti hiši, ko smo gor rasli, mi smo imeli še takšne besede, izraze, vse, kako so imeli v porabi, čisto isto. Te še ta slovenizacija, na robe razmete, ne je bila tako nasilna, ne še imela tako upraviti, ker z njimi ne, ker so obi ne bili tako šolivani, ker so še mađarske šole, pa vse drugo imeli. Mi smo pa že bili bolje posiljeni pač z enim knjižnim jezikom, ne. No, zdaj, če smo zdaj že pri ton jeziki pa dialekta, kako bi ti recimo opredelil svojo prekmurščino, ne? Ker prekmurščina ima enih, da vem, puno teh različic, variant. 9. Ne, mislim, ne kakovostno, ampak pač, ne vem, okrožje ali ves ali... Ne vem, jaz pravim, ta ena goričanska prekmurščina in najbliže ene splošne prekmurščine. Zdaj, ta naša rogoševska je zanimiva, pač mi imamo tej svoj naglas in je to tudi ninder, ko sega tudi med sobotov, pa med nami je to nekaj dosta tako razlike. Zdaj, če pravim, ko gledam še nazaj, pa smo bili fejs čisto enotni z porabijom to, naprimer moja babica pa to, ko smo imeli še čisto tisto, zdaj s tem v ene enotni prekmurščini je žmetno gučati, da pa se razlikuje od vesi do vesi. To je fejs zanimivo. Se pravi, ko je to eden bogati jezik, meni je bilo to zanimivo, ko je ena ruska prevajalnica založba je dobila to, tisto moje pravljice in so mi to šteli posebno, pa to ne je mogoče, koliko je to zanimivi pa bogati jezik in koliko je fejs povezane z enim korenom slovanskega ruskega jezika. Kaj meni ti bilo zanimivo, v glavnem, jaz mislim, ka zdaj tej mladi rod je preci dobila eno isto prekmurščino. Mi se trudimo tu, ka bi nikoga ne vypustili, pa kad bi bili čim bolje enotni, kad bi nas leko vsake razmo. Zapišeš pa poezijo tudi v
Ja. Pol ali več prekmurščine, za objave so eno, ne, ampak tisto, kar Ja, dejansko ne, meni je čist ideja. Ne. Zdaj, jaz, če učim z domačim človekom, seveda pišem v prekmurščini, to je normalno. Tako ga ti čutim. To so te vibracije, se pravi, tega spravim v to vibracijo, znotraj tega iščem te besede, štere me on pošle in znotraj tega to pišem. Če pišem naprimer v splošno stanje, kakšno socialno pesem v Sloveniji, pa je čisto normalno, ka ne, dan to ne, v slovenski knjižni jezik. Zadnje ceste se pa probam, sem se njih še te knjige prinesel malo, Mešo Selimovića, pa takšne zadeve, ka pa štem srbi hrvačne, vse v originale. In me zanimajo te vibracije, ne. To me zanima, ker vsak jezik ima te svoj dišne, pridihne. Ja, to je res. Branko, midva bova gnes predstavila malo na kratko tvoj opus, bova pa v drugom delu pogovora tudi povedala nekaj o založbi Zeit, kar si v bistvu ti ustanovil. Zdaj za vse tiste, kar te ne poznajo, pa bom jaz prečitala tvojo kratko biografijo, toliko, ko čujejo, kaj se do zdaj naredil, pa ko tudi seveda lejko posežejo mogoče po kakšnem tvojem delu v knjižnici. Torej Branko Pintarič, to bom zdaj v slovenščini preštela, ker sem ne šla prevajati. Ne. Pesnik, gledališčnik in založnik, rojen leta 1976, ustanovitelj prekmurske založbe Zeit. Začetki njegove pesniške poti segajo v gimnazijska leta, ko je začel objavljati v glasilu Nova pota in sodeloval na več mladinskih festivalih. Njegove pesmi so bile objavljene v skupinskih pesniških knjižicah Imenik članstva 88 in Korina naših temnih sanj 2000. Leta 2012 je izdal samostojno pesniško zbirko Temni smeh, Kmični smej. Izbor njegovih pesmi je uvrščen v antologijo prekmurskih pesnikov, poleg poezije pa je na podlagi ljudskega izročila v knjižni obliki izdal pravljico Kak so šli vlej strejbit, kako so šli drvarit. Leta 2019 je izdal drugo samostojno pesniško zbirko Kuća moje matere. Veliko se je ukvarjal tudi z gledališčem, je ljubiteljski gledališki igralec, režiser in scenarist. S uspešnim vodenjem gledaliških skupin je prispeval k razvoju gledališke kulture v Pomurju, s sodelovanjem s porabskimi Slovenci pa si prizadeva za ohranjanje slovenskega jezika in kulture v Porabju. Leta 2018 je ustanovil založbo Zeit, v okviru katere izdaja mnoge mlade in manj uveljavljene avtorje, ter jim tako pomaga do izdaje njihovih knjig. S tem bogati prekmurski in slovenski književni prostor. V oddaji pa bomo seveda spregovorili malo o pesniškem opusu in pa seveda malo tudi o založbi. Zdaj, Branko, za začetek bi te pa povabila, kaj nam prečitaš par pesmi in sicer nekako sva naredila izbor iz tvojih 3 bistvenih izdaj, torej iz skupinske zbirke Korina naših temnih sanj, ker ste izdali skupaj leta 2000 z Jožefom Hajdinjakom, Slavkojom Fickojem pa Edvardom Mihaličem. Druga zbirka, oziroma prva samostojna Temni smeh oziroma Kmični smej 2012, pa iz zbirke Kuća moje matere iz 2019. Tako da izvoli, vabim te, kaj čitaš. No, dobro, prvo se pravi, boš štel to iz prve knjige. To so srednješolska leta, ne, gimnazijska leta. Da me ne pozabiš. Rdeče nebo, jok, smrti in mater, ki pestujejo svoje sinove večne pozabe. V melanholičnem dvorišču njegove mladosti je jesen. Vstala je Evropa. Vstali so ljudje. Zbrali so se na velikem polju in vsi pričakujejo pomladni dež. In vsi pričakujejo pomladni dež. Dežja ni. Dežja ni. Utrujen sin leži pod krošnjo mlade vrbe. Utrujen sin. Misli so mu planile v silne daljave, zazdelo se mu je, da jih že pozna tisočletja, zazdelo se mu je, da umira že tisočletja. To je prva. Balada sodobne materi je druga pesem. To sem tudi na tečaj poslal.
jugoslovanskih pesnikov, kjer smo te dobili celo neko nagrado. Tako da to je pa balada sodobni materi, pa mislim, da je še zdaj sodobna. Balada sodobni materi. Nocoj sem sanjal mati, da me je povozil tank. Nocoj sem sanjal mati še veliko tega. Magnolija pa cvete, cvete v mojih očeh in hkrati vene in hkrati umira. Nikar me ne glej tako žalostno, mati, ko bruham pred tabo. To je samo delček sodobne Evrope, repriza včerajšnjega dne. Ko se bom zbudil jutri, zjutraj, mati, verjemi, vse bo drugače. Ne bom več smešno, ironično padal jaz, tvoj sin, mati. To je ta druga. Pa še ena z te knjige z naslovom Prekmurska Eto je nauk. Eto je nauk mi je eden knjigo v roke potisnil na šten. Daj sem imel volej, pa me je silo. Pred nos mi je tiskal, z odprejtev me je nagučavo, pa sem mogel šteti. Liki pisava mi je bila znana, pa ne vem odkec. Sem mogoče to sam napisal, ali pa me zajebava čena glava. Me je že imelo, da sem prišel tok na pol, ka bili ste vi včasno, pa se zdrov. Samo nikaj se ne je pravil. Sem počakal, kaj mimo mene šlo. Na koncu me je pital, ko praviš na se to? Nej, dobro, nesi jo domov. No, to je te prvi sklop, ne. Tu je še ena, vidim, z te prekmurske. Tu je še ena, in se zdi, ko malo z toga. Evo, to je. Gor po bregi. Gor po bregi, doj po bregi, se pa ta, ge ne vem, ge sem doma. Sploh ne vem, ko je prav, pa ko je nej. Pa ko se leko, pa ko se ne smej. Dospim se s posteljo vrtim. Da se zbedim, ne vem, gi sin. To pa je še ena, meni se zdi, kaj je ta, to je podobno toj. Samo malo. Ne, te pa to verjetno. Ali še imaš ti kakšno napisano mogoče? Iz te ne. Ne, moški. Moški, ja. Pa naša krava. Ja, tiste pa drugi moški, pa ja, ti bi moglo biti. Ali pa je vove, verjetno, ja. Dobro, gledam. Tako, to je, zdaj nadaljujem kar z drugov. Tu je moški, ja. Evo. Moški. En moški v gostilno je prišel, en moški čistak sam. Za pijočo fun je prišel, s pijočo fun da šel. En moški pigej, en moški se smigej, njegova je najbriga od življenja on nema nika. En moški pršanke stogi, se menje s njimi medi, se menje on se pita, a razme pa čistak nika. Te pa imamo še ti noter, nesem se ti označil, se pravi domovino. Domovino, ja. Domovina. Domovino sem napisal leta tam po slovenskoj osamosvojitvi. Časi na friško sem jaz dobil idejo za domovino. Domovina. Ne je domovina zemlja, zemlja je ne moti, ne so domovina brati, niti sestre mlade. Domovina je ne meja. Niti grb pa zastave ne so domovina. Domovina je ne bojna. Ne so to korine, niti spomeniki, veliki, srednji ali mali. Domovina je ne misel tvoja, niti njiva zorana. Domovina je ne mati, pa niti oča, pa ne so to brati. Domovina je reč, samo reč, pa nikaj drugo. Domovina je mrlina. Naša krova se ne goni, to je, zato je ta prvi
krize, ko se začela tiste, če se spomnite, da je 2009 bilo, ali kam, je ta pesem nastala. Naša krova se ne goni. Naša krova se ne goni. V štoli naši tele ne blegi. Mleka ne nika. Dosta je vode. Naša krova se ne goni. Bikov k sebi več napišča. Več jih k sebi ne zove. Gejza je bolj malo. Velike njene soroglej. Unakoli nakoli zija peja za svoj unej. Verstvo naše zdaj se riši. Krava naša to nabriga. Ona se ne goni. Njej do niko nej. To meni se zdi, ne vem, če še tega sklopa imam kaj. Za te korine naše temne sajn. Ne. Ne, to je to, ja. No, te pa je kuča, ne? Kuča, ja. S kuče imamo ti eno par, čas va videla, ja, ti imamo v slovenščini. To je zanimiva pesem, če kako vem, mislim, moja vsaka pesem, ko sem jo napisal, vsako znam, da sem napisal, kje sem napisal, pa zakaj sem jo napisal. Stalno pišem, da imam kaj povedati, če nema nikaj povedati, te ne pišem. Bosa najna pot je napisana v začetki, da sva z ženo se spoznala in čisto takšna ena srca. Bosa najna je pot, v torbi na dnu skrit je konec, položen poleg raznih reči. Vrečka žalosti sloni ob strani, poleg otroških igrač in pene za britje. Potem nekaj umazanega perila in časopis, da ne bi miši slučajno, ki je na poti, pojedle staro šaro. In potem bi ostal samo še konec, brez igle. Na vrh položena je violina, z lokom in notami, mladostno korake prosi, z rožami posute. Bosa najna je pot, sreča v poti skrivo nagajivo preži, roke si mane. To je ta. To je pa ena takšna rodbinska. Moji teti, pokojni, jaz rad pišem in dan pesmi. Razmišljam o njih in prek tistega te dobim vzgib, pa te napišem. Kisla poroka, podnaslov deževna. Kriva je cesta, po kateri se vije pot, kjer je Anica izgubila nedolžnost in se sedaj pelje s konji na poroko. Brez zoba konja ne hržete več. Tudi ona več ni mlada. Ženinu nekoč mladcu od lune v mladi noči teme se sveti. Nekje daleč v sanjah stoji očetov obljubljeni hotel za doto. Sobe so prazne in na takrat je zaspal zavedno. Težko se sedaj premika voz te poroke. Svat je nastrpno pred praznimi talerji so zbrani. Priče pojedle masno so juho, njim pa koruzo. Samo še svinje veselijo se struta. A kaj bi, če to niti šrot ni? Kdo glodal bi zrnje? Mesa pobožno si vsakdo želi. Kislo vino na prazen želodec svate prežene. Za sladko nobeden več ne vpraša, ker vera v dobro je minila. Vsak zdaj svoje pobere pete. To je ta kisla poroka. Te pa imam ti. To so že te prekmurske po moje, ne? Aha, tako. Domovino smo prebrali. Ti pa imamo Staro Trejzo. Stara Trejza je ženska z mojega otroštva. Ona je umrla, sem ga bil 11 let sem bil star, pa je umrla. Ne se poročila, ne, takšen, sicer bo pesmi vse to pravo, ali takšna zanimiva ženska, ki je ostala tistimi svojimi ljubimi, ko ga je imela do smrti zvesta, ne. Stara Trejza.
Kog vrba vugnjena je stara treza, kog vrba una hrbet vugnjen ima. Pükla. Püklava je stara. Lekar, ka pre odmotike to pride, ka odmotike to ima, od zemlje štere od sebe ne bi dala, štere od sebe ne da. Dosta je delala. Prece se mantrala, je gratala püklava, je gratala stara, dosta je prestala. Na pükli 3 smrti njej sedijo, na pükli 3 smrti una nosi, na pükli 3 smrti una ma. 2 sta za ljubezen njeno, ena je za njo. Treza sigda ne bila stara, ti mlada, mala je una bila. Do 3 je imela, so na novo leto brata Florjana iz Studenca prinesli. Dejte, odišlo je v nebo. Smrt, deteti v dišu se naseli, od malega mol. Gor prije dejte, žalost, ko je to? Tonijevo pismo s prve bojne zamenom se konča. On sploj nazaj ne pride. Njega nišče ne prinesej. Ranče očenoša z multinjimi nemre, k ne zvonijo zaj zvonovi pri Grđi vrogoče vcaj. Kog vrba, vugnjena je stara treza, kog vrba una hrbet vugnjen ima. Na pükli 3 smrti ne sedijo, na pükli 3 smrti una nosi, na pükli 3 smrti una ma. 2 sta za ljubezen njeno, ena je za njo, 2 svoje sta napravile, ka treča leža bol. Šlarno je njeni, kak vrbe cvetke pozno nasprotovđe, kak duša device bi beli mogu biti. Poti od toga nika ne bilo. To je ta, te pa je še ena moderna z toga sklopa z tej knjige. Ta je meni zelo zabavna in všeč. Ja, pa so bilo zanimivo, ker so je en tak fajn sprijeli. Prvič sem je prejšnjo intervju tam na Štajeri, pa je bila fej zanimiva. Zanimivo je pač pingvin, ne? Nabavim si maloga pingvina. Nabavim si maloga pingvina, zamjov de odo, pa bole ko gede kričo. Navčim ga. Kad do ges nemo mogo de un dole. Napelam ga, vsem da šel na živce. Čorning, beling, rdečing, vsakši farbi folingung najde. Nabavim si maloga pingvina, pa vas drla kog 2 vraga. Navadim ga, samo istino da gučo. Vsem da šel na živce. Vsakši farbi folingung najde, pa do ges nemo mogo de un dole. To je pa ta, ja. Se pa ne vem, če še ti več njega nika. Tako si določila? Ja, mislim, ko je to. Branko, Ja. hvala za tvoje branje. Zdaj ga sem izbrala pač malo. Ti imaš tako eno zanimivo poetiko. Imaš določene, ne vem, pesmi, kar so čist mogoče politične, Ja. oziroma resno tako očitno socialno angažirane. Te imaš ene takšne bolj ljubezenske, refleksivne. Imaš pa tudi ene takšne čist preproste metafore, ker pa, mislim, zgodbe v bistvu, tako kot je recimo Treza, ker je ena čista pripoved, ampak je pa totalna alegorija na, recimo, na življenje. In to pri tvoji poeziji je meni všeč, ko je resno z ene preproste podobe narediš eno zelo močno alegorijo določene stvari. Kako je zdaj to pri tvojem pisanju? Mogoče sam kot pesnik reflektiraš, kako si se razvijal kot pesnik. Ne, ker začnu si v bistvu v starem sistemu, začnu si mogoče kosovelovsko, kocbekovsko, ne? Ja. Ampak zdaj recimo se pa razvijaš tudi že malo bolj v eno sodobno govorico. Ne? Ja, jaz sem prve pesmi pisal v 5. razredu. In sem pisal pesmi svojim sošolkam. Ampak ne sem seveda nikome ne dal, ne pokazal, ker to je. Tako sem začel, te sem naprej, kako praviš, v srednji šoli sem pa je to bilo tako zanimivo, ker pesmi sem ga spisal, od prlej, pa sem to imel, pa je bil en krožek in sem pač tistimi krožki se prijavil in smo mi pač tam pisali. Ne? In te je bila ta
ideja, glede na to, ko smo se če duže bolj izobraževali, pa smo večji krog začeli dobivati pesmi tudi prek slovenščine, pa ne vem koga vse spoznavali. In te smo se s tistim imeli. Največji vtis pa vpliv tistega cveta v srednji šoli je na mene napravil punk. Punk je bil izredno tiste socialne pesmi, ki sem jim celo pesenka, so jo na policiji odnesli, pa so me to mantrali, ko sem ga za to napisal. Ne. Se pravi, tako dobro čustveno sem neko zavodil, ko sem koga genil. Ne. To je teže neka. Pa ljubezenske pesmi so bili tako bole. Ne. Dejansko moram imeti neka genetika, ga napišem pesem. Ne. Moram doživeti nižji čustveni preboj, ali je socialen, ali je čisto duševen, predvsem pa je dosta empatije noter, ne. V eni, če gre ta stara Treza, to je čisto empatična pesem, ki sem se noter vživel v njej, no, pa sem skozi to, ko sem pisal njej, celo svojo ljubezen do njej pokazal, koliko sem rad imel in koliko malo dejte, znal, za koj se vse ide, ne. V vseh tistih pripovedi družinskih članov, ko so te bili, koliko je Treza bila mlada, pa koliko je ovo bilo, pa to nije ne bilo, pa to nije je čakala, pa ko so njej pismo z fronta dobila, pa so prišli cuj, pa je te tam notri pisalo, ker na vsakom pismi napisal amen, ne. Ker so se te smiđali s toga, ne, iz Treze, ne, in koliko je ona dejansko imela rada tistega človeka, ki so te slede več ne poročila, ne. In mi je to Facebook, ker sem ti njo osebno poznal, kako žensko. Ja, ampak bi si kot pesnik dejansko moraš preseči osebno zgodbo in napraviti z toga pač eno nekaj dati malo več. Ne? In ta bi se mi zdi, resno, tudi v sami govorici. V prekmurščini recimo imaš eno čist drugi sentiment, kak pa pač v knjižnem jeziku. In tu se tudi mogoče malo vidi ta razlika, kere teme zajemamo recimo z prekmurščino, kere teme pa so nam bliže v slovenščine. Ne? To je zelo zanimivo, ne? Če se boje, kako je dobro, če pišeš to, kako čuti se prav tisto osnovno materino vibracijo. To tudi, če smo se gir svodili, pa smo se zbili kot mladi pojke, pa je bil kašen tuj državljan. Lek je gučil cel slovenski, da smo se mi bili, je on pričal. To je pa dobo vse. Ja, vse dejansko. To je, ne, se pravi, tu je to je ena takšna skrita, naša osebna lastnost, notri naložena, kako na računalnik, ker se ga ne moreš rešiti. Ne. Zdaj, kako si dober, kako imaš bogate zaklade, pa druga stvar. Ne. Ker ena slovenščina je dobro, ko se našteni človek, ko štejš. Jaz sem se to za prednost, jaz sem rad štev knjige, še zdaj štev, kad dobiš nekši besedni zaklad, se pravi, ko operiraš z vso to besed, štere te v končni fazi v tebi vibrirajo, ne? Se pravi, moraš imeti besedni zaklad, ne? Nemaš, to je fejs pomembno, ne? Zato pravim, kad ti malo, zdaj so bilo vočni štev, kad sem jo imel rad, ampak kad čutim tisti melus, se pravi, tistega mene v tistom jeziki. In te je prekmurščina seveda zmaga z tih darov, zato ker to ti zemlja vene zeme, kar še itak si v prekmurski zemlji. Ja. Dole prekmurec. Ja, saj smo verjetno vsi tudi malo patrioti do določene mere, ne? Tudi, ne vem, ampak zato se mi zdi, ko je tudi pač poezija toliko bogša in zato tudi leko pač razvijamo eno linijo, mogoče, ko se pišete v prekmurščini. Zanima me pa, za katero pesmijo si bil na policiji, je mogoče objavljeno? Ja, gej, ti noter, gej, socialna pesem, gej sem se prvo obregnil v domovino. In predvsem je en stavek noter, gej sem dokler se ne zganem izpod rdeče odeje. In tisto jih je peknilo, ne, redno, ne, sem pa se lahko pogledneva tudi tako, mislim, kaj je. Ja, pač zanimivo mi je, ne, ker se mi zdi, ne vem, se ti zdi, ko je možno še napisati pesem, zaradi kajera bi šel na policijo. Ja, lahko ješti na policiji, pa ne veš, kaj se zavoli pesmi. Ja, tako, ja, te sistem je malo bolje prefrigan, to imaš prav, ja. Ne, ja, ta je, mislim, zanimivo je bilo za tistega, ker sem tudi kot človek sem bil, ne, v tistih letah, kot punkeri smo bili pač ene tisti, ki smo bili socialno kazali na te ene napake, ne, in to, ne, je pa, jaz sem to vse pisal z tistih zlastnih, tistih izkušnjih, ki sem dejansko
bil prek tistih enih svojih družinskih težav, ko smo imeli, posebej pa ta, zatem, ker so nam hišo podarili, pa to zdaj ne mislim nič gučati v tom, ampak sem imel tiste ene pritiske okolja in je to pa še šlo več srca in te so tako bolj imeli na mene oko, če me neko kontrolira in jaz spet mi je naslov gnoj. Ne? Pomagala mi boš ti, socialna delavka, pomagala boš mi ti, država, ko bom padal vstati znova. Pokazali mi boste pravo pot, ko ne bom vedel nekam nekot. Vi boste moja svetla luč, reflektor v moji črni glavi in ko bom spal, boste sanjali namesto mene, mi dajali misli, ustvarjali ideje, dokler se ne zganem izpod rdeče odeje. Brali mi boste misli in prali možgane, da nič več ne ostane, da nič več ne ostane. In to je bila ta pesem za šterc pač, ne. Ampak po eni strani je pa vseeno nekako tudi častno, ko se moraš zagovarjati zaradi svoje poezije, ker dejansko to pomeni, ko pač je imela poezija določeno moč. Tistega cajta je imela moč in punk je imel tistega cajta, prek toga, se pravi, je punk izredno moč imel, izredno je kritiziral državo, kritično nastopil, ker mi to zdaj pogrešamo totalno, mi ne imamo ene, se pravi, alternative nikome, zato ker vsi te Marceli Stefančiči, Lajbah in ti so še ito gori, oni so stare gradali, oni so tako dolgo te medijski prostor zapunili, kar niti ena druga alternativna ideja ne mogla priti, ker je tu bilo, samo oni so bili na vrste, vsi ostali pa ne. Se pravi, do tistem cajtu je to bilo, evo, super, ne. Ja, ampak vse se mi zdi, da imamo še vedno ogromno ene kritične, družbeno kritične poezije, saj bi si prava pesem pokaže dejansko tudi en obraz družbe, kar ga neščemo videti. Tako. Ampak vseeno, dobro angažirano poezijo imamo, ampak nekako se mi zdi, da je poezija zgibila na družbeni moči. Točno tako. Se s tem strinjam. Premalo je promovirana. Ljudje premalo promovirajo, se pravi, dejansko so zgubili stike, poezija, vibracija duše. Kaj je to neka ena največja stvar leko, ne? Ko je leko človek proizvede, ne? Se pravi, kad ti preko besed deluješ na drugo osebo, po zrake, brez telefona, brez vsega, kad te čuje, se pravi pa kad te začuti. Preko besed. Se pravi, to je pa temelj krščanstva. In tu je ta finta, za ko je to šlo. Se pravi, temelj, najprej je bila beseda. Ja. Pa, ne, mislim, kako je dobro to povedano. Ampak mi se zdaj zavedamo, prvo, če ti ščeš eno državo pokoriti, ali ko so prvi stalno imeli, ko so se spravili na besedo, pa se pravi na jezik. Ne? In ti si ti prvo uspel. Ne? Tu je, na primer, imela ta cerkev, govorimo Gornjo Doj, poleg vseh tega, kako Doj spravljajo največjo vlogo za ohranitev slovenskega, predvsem pa prekmurskega jezika, pisana beseda štere pač nastala v cerkvi, to moramo priznati in to je to. Ne? In ta ena kultura od slikarstva do vsega toga moramo veriti, ker ne smemo to zatagiti, to moramo, se pravi, ne smemo to zatagiti in servisti kuš metodi, pa predvsem vsakoga, samo dobro zajeti, ne? Se pravi, dobro ga imati, tisto, ko je slabo, pa itak, slabo je pa vse posedi, slab človek je lahko kakoli, ne? Baraba je baraba, pa če ne vem ko. Ja. Meni je tudi zanimivo, ko ta pesem, ki si očital, pač problematična pesem, se mi zdi, da bi jo komot lejko napisal tudi Gnes. In dejansko se Gnes kot pač pripadnik mlajše generacije totalno najdem v njej. Mislim, ko se dogaja, recimo, mislim tudi nasplošno te pesmi, ko gučijo recimo o Evropi, o propadi Evrope, tudi že Kosovel je o tom gučil, tudi ti, tudi sodobni pesniki, mislim, ne vem, deluje vse skupaj precej, kot da se dogaja en proces, kar je fejs dolgi in pa nekako to reflektiramo. Meni je te proces dolgo traja, jaz povem, kako dolgo, to traja od Jugoslavije naprej, to se vleče. In meni je zelo zanimivo, nekaj praviš to v tej Evropi, pa to ne. Mi smo bili, to je ena mala zgodbica na hitro, te povem, mi smo bili tam v toj Vojvodini na tistem festivali, pa to ne. In so
tam je bila pač ta komisija za cele Jugoslavije in so oni to šteli se pa ta in jaz sem pravo to, da če pod za nikšne nagrade ne bo dobil, nikog jem to vse henjo, ga ta pestin kom to pisal. Zdaj sem prišel vse, kad bi želel, bil zadovoljen, ker sem 1500 sploh prišel naš, ali nikdar se ne bi zadovoljen. In te sem probal, ja, če nekaj henja pisati in v tistem momentu sem mitem Brene Šanki se lepo in prišel, prav, što je tu Pinter Žibranko, ne? In te sem ga znal, ka sem stal v Evropo, pa stal v pesmi, pa tiste balade sodobne motorje pa to, ka sem streljal totalno noter. In v Jugoslaviji 86. leta sem ga na eno otvoritvi razstave štel balade sodobne motorje. In te so celce tudi likoli mene, ker je bilo neverjetno, ko to ga pišem v tej Evropi pa to. In če se vse spomnite, za kako let je tam prava morija nastala, da smo se začeli streljati, pač Bosna, pa vse to, pa Srbija in ne vem, kako je ta država šla na razne. Predvsem sem sanjal mati, da me je povozil tanki za par let, vse. Mislim, neverjetno, kakšna je ena vibracija vesolja, ne? Pa kako dolgo to traja, kako ti praviš, kaj je face, pa kaj je ta pesem, ko je bilo te zdaj leko aktualno, ne? Čarobno, ne? In da veš, sam ne veš, odkaj to pride, kad ti nekako, kako pravi, sam vrak ti nabijo šiško, ne, kaže, ne? Ja, kad dejansko vzameš iz nekšnega zaprašenega arhiva, dobesedno iz ene knjige, ker je že naporo spadnjena in pač jo daš v prostor in dejansko ta pesem pač je, ne? Ja. To je duša, ne? Se pravi, to je duša. Se pravi, pesniki smo tisti, kad dosta ne vemo sami, kako je, ampak smo dejansko eni, kako bi pravo transformeri, oziroma pravi, ko z vesolja dobiš, pa po tebi tisto se razvije, oziroma se začuti, pa ti lahko to poveš. Ne? Ja, nekako je ena univerzalna, ne glede na to, kam spadaš, je dejansko univerzalna beseda, ker nagovarja recimo leko skoraj vsakoga človeka. Ne? Ja, mi je pa tudi zanimivo, ko imaš ti recimo predvsem v teh prekmurskih, da slikaš pač te zgodbe določenih posameznikov, ko je pravzaprav tudi intimne pesmi so družbeno kritične. Mislim, zato sem mogoče tudi zbrala tisti dve pesmi o prekmurskom človeku, mislim, moškom, kar je prija v gostilno, pa se tam napije in vedno tudi povdarjaš malo cinično, ne, ko pač on tam je in v bistvu nič ne ve, nič ne razme, on pač je, ne. On je prišel ta in ta še prič za pijoče, je prišel s pijoče fond šel, ne. Ja, mislim, tako ena tragika enoga malega človeka, kar je v bistvu je zgubljeni, kar prosto nema nobene refleksije. Ne? Dejansko sem te imel enega človeka genov v misli zopet, ne? Kad sem pisal o njem, kad sem ga gledal, ne? In si mislil, kako je to dobro, ne? Ampak verjetno nam tudi moškom čas to fali. Se pravi, te je en pejski odklon, po domače povedano, ko nikaj nideš, pa se butneš, pa se blonten total, ne? Ja, saj to mislim, ko je avani človeški narav, ne? Ker recimo glih prejšnji sva se z Denisom Škofičom pogučavala, ko je bil v Grčiji in pač tam imajo nekši festival, ko pač 3 dni samo pigejo, ne, na ulica in se te, ne vem, neko se te pač en karnevalja, ne? In to eno karnevalsko vzdušje je pravzaprav ide za eno čisto, ne vem, takšno čist, ko dejansko so vsi, ne, brez razuma. In ne vem, mogoče tudi zato je dejansko pri vsakom pesniki sem našla eno pesem, ker gučijo alkoholi, ne. Sigurno, ja, to je zanimivo, zato ker alkohol je to eno, ne, ko te malo sprosti, oziroma ali pa te bar razveže jezik ali karkoli, ne. Ja, ampak dobro, recimo tudi v tvoji pesmi ide to te pač tudi v eno skrajnost. Ja, ide, zato ker tako smo tudi piliti, no. Ja. No, skrajno. Dobro, ja, se eno so osebne zgodbe, drugo je pa te, ne, to prenesti v poezijo, pa dati to me en malo višje smisel, ne. Ja, imaš pa tudi recimo v pesmih eno, recimo ta krava. Kravo sem izbrala zato, ko dejansko odraža, je metafora enega časa, da so stvari dejansko jalove. Mislim, ogromno stvari, kama vlagaš energijo, je dejansko namreč nič, ne. Da vem, se ti zdi, da živimo v enem takšnem občutki brez izhodnosti, ko mogoče je vse naše početje na neki način jalovo. Znaš, da sem jaz mal bil, ne?
mi smo krove doma imeli, ne, in meni je krova stalno bil en takšen simbol, ker sem imel spoštovanje do njej, ne, in naš kar navola bila, da sem malo bil, sem tako na enem travniku sedel, ki me je oče imel, in je krova, ki se je pasla, prišla pa me na roge in nasejala, pa me metala potom po tisto naš. Jaz sem se krove zapomnil redno, ne, in tisto grozno. In je te oče pobesnel in jo je bil, to je težko vam povem. In te slede, zdaj se dvakrat pojavila v tom krava, kako ide, krava je dejansko simbol karijere. To je karijera, ne. Zdaj, verjetno smo mi oba dva, vi ste eno takšno, že kako družinski človeka, ki nama karijera bolj tak. Raj imava sigurno familijo, kako karijero, kot, ne. So že, po moje, vsaj jaz karijero, ne vem, kakšen bi naj imel. Predvsem bi prvo itak imel, ne. In tista krova, gre ti noter kak propad, se pravi, ker se ne skrbi, ker je naša krova, naša karijera je gratala stara in niče več za njo napita, dejansko tej odnos in niti se ne goni, se pravi, bikov več v sebi ne zave, nikoga več ne bi imela, niti se ne bi oplojavala, samo sama sebi, sama svoj pomen, ne. Samo na kol zire pa peje za svojo ne. Imam pa še v ovoj drugo eni pesmi, ko je Rogoševce, ti krova noter, in tongi pa krova, ti prvi pot, da kar priđe, ne, sem se že izgal, še nog bi to napravil, ne, ko se ne smel, še nog bi to napravil, ne, ko se ne smel, še nog bi to napravil, ti prvi pot sem videl krovo. Se pravi, to čudo, od male pa veliko krovo porogli, pa to še veliko ne žival, ne, biste na Goričkom, ne, kako malo dajte, da živiš krovo, to pa je, ne. Čist, mogoče tako malo smešno bi nekako pravil, ampak dejansko te zopet pa gene v otroštvu te vrže v tisto krovo, notri, ko se je tako bojil, ko se je domov gnal, ko mi se je doj pistila, pa se je notri grmovče zagnala, ko se je obadge grizli, jaz sem se pa tako, ker sem se pistil, sem domov vodišel bred krove, kaj imaš krove? Si stala tam, si nori, ovo se pa mlatila, pa tisto, kako si, to je bilo grozno, ne. Pravim, to je en drugi svet, ne, te krove. Samo to je dejansko en tisti resno adrenalin, da se ide za življenje. In to današnji deca dejansko ne poznajo, po moje, več na te način, ne, da te ena ogromna žival, pač ščena rogle naklestiti, ne. Mislim, tam je dejansko vprašanje življenja in smrti. In to mislim, ko se človeki tudi zažge notri v vsako celico in je pač po moje ne za manj, ko je recimo krava, tudi v poeziji en simbol, kar ima eno močno čustveno napetost, ne. Moji bratje so jo leko vpregli pa vse, ker sem to krov, se mi jo ločila že v rani mladosti. Ker sem videl, ko to z toga, ne da nikako, krov vrag, da se pa z njo pokvaril. No ja, dobro, zdaj sva dosti tematizirala to kravo, ampak ja, je pa dejansko zanimivo, kda recimo, tudi, ne vem, vse poezija je dejansko tudi simbolika, ne? In marsiš to tudi pač, ko proučuje simboliko, seveda se spitavlja, kako krava dejansko pomeni, ne? In ima mogoče celo en takši splošen, ne vem, en feeling, ne, kako krava je. In to se recimo tudi v poeziji, ti, ko si odraščal dejansko s kravami, ne, lejko o tom pišeš, ker imaš pač te čut, ne. Zdaj mogoče, ne vem, ga sem ne bilo si z njimi mogoče tako, ne. Ampak se eno počuti, ne, njihovo simbolno vlogo, tako, no, je pa... Lepa stvar. Ja, lepa stvar. Strašljivo tudi. In zdaj tako, stalno mislim, tako, zdaj povem ti, kaj bi eno krovo imel. Imam štalo pa vse. No, vidiš, tako to je... Če vseeno znam, ko se krova nosi, ne? Krova nosi dela, ko si gotov, ne? To je. Ja. No, mogoče boš pa kdaj imel, pa boš napisal eno... Najlepše so krove predvsem vsi. Ja, to je res, ja. Branko, tu imam še eno, gorički nože. To te bom pitala zdaj zato, ker si ti tudi v bistvu človek, kar je, nekako sem te tako doživela, ko si človek, kar je orale dino. Se pravi, zaorje nekan in pač naredi utre eno pot, po katero te še drugi idejo, ne. Tako se mi zdi, no, ko si v vseh sferah, gdje deluješ malo tisti začetnik, ne.
pionirski, ja? En takšen pionir. In sem našla pač omembo teh goričkih nožov. To mi je bilo zanimivo, ko bi te pitala, kaj je to bilo, oziroma to je bilo, to ste bili pač čisto neuradno poimenovani, ali ste bili pač kot ena skupina? To je bil en literarni večer v galeriji. To se ga bil, z vojske sem prišel in smo tem imeli literarni večer v Soboški galeriji. In se tisti literarni večer, Franc Just ga je pomenoval Noč goričkih nožov. Noč goričkih nožov, zato ker smo mi pač tisto z te prve knjige, ne, ti 4 bili pesniki in smo te pač imeli tisti en literarni večer, mi smo šteli te svoje pesmi. Ne. Zdaj, mi smo bili skozi cele srednje šole v Kuper, se pravi, ko smo imeli na srednji šoli tej literarni krožek in smo pisali. Je bilo zanimivo to, ko z te knjige, ko smo jeti noter, smo vsi z Rogošvec, prijatelji. Ne? To je neverjetno, za ene vesi 4 pesniki. Pa kak je to mogoče, ne? To so vsi že te gučali, sem rekel, to tak še voda. Ne? Taka, to je, ne, in ti smo mi malo rivalstva, malo tekmovanja je bilo med nami in na tej način je ti to, te goričke nože so pač tako bili. Aha, dobro. Branko, zdaj malo sva omenila, pravi, malo sva se dotaknila tvoje poezije, bi seveda lahko še debatirala naprej, ampak nekako sem te jaz tudi povabila z namenom, ko predstaviva tudi malo eno tvojo drugo dejavnost, torej založništvo. Zdaj v teh vodah si ti že dlje, ampak si pa ustanovil založbo Cajt, ker se posveča predvsem lokalnim, manj znanim avtorom, jih tudi izdajanj in omogoči pot do knjige. Zdaj, če nam mogoče malo poveš, ne vem, zakaj si se sploh odločil malo, ne vem, uživiti mogoče te založniški prostor. Zdaj Franc žal, Franc Franca njega več, tako zdaj trenutno v Prekmurju sta Volosov hram pa založba Cajt, ne? Ja. To je, kako praviš, založba Franc in Franc je nažalost pač tako končala te svojim delovanjem. Škoda, zelo dosta dobrega so napravili v tom prostoru, to je sigurno, pač vse se konča, da se ide za penaze, ne, ljubezen je pa tak, gre skozi želodec, ne. Pri nas je, za tem mojim, se pravi, Cajtom je pač ta ena želja, ki bi mi probali nadaljevati z izdajo. Sigurno ne moramo mi v takšni širini izdajati, kot je Franci, zato ker oni so vseeno bili malo boljše organizirani, pa tudi so imeli verjetno več teh enih finančnih razlogov, s katerimi so razporejali, pa so lahko šli, se pravi, v izdajo v tej knjigi, oni so letno par knjig izdali, ne mogoče kako, ker ne kaj užalo, ker to so ne štev. Niti se ne primerja založba Cajt z Francom se ne more primerjati, trenutno ne, je to, kar mi delamo vse na entuzijazme. Entuzijazem je pa ljubezen do knjige. Zdaj, tisti ljudje, ko imajo radi literaturo in bi radi izdajali, seveda se njim to omogoče. Seveda se tudi zahteva določeno nivo, ne, ker ne vem, što zdaj vse pa nekaj ima penas dosta, pa bi se knjigo izdal, pa eto, imamo knjigo, ne, to ne prestajamo, ker se eno ščemo imeti nekšno kvaliteto, pa nekšno poslanstvo, ne. Zdaj, ne da na Angliji tako, kako smo se želeli, ta korona vmes je posegla, mi smo, naprimer, izdali tistega malega Kraljiča, pa potem smo izdali Turneri, pa smo Meni, pa smo še te enome gospodi Bela Sominjem smo tudi dali in te smo Pravljico izdali, Janje Žalikovi in te se pa zato malo tako stavilo za voljo vsega toga, ker je enostavno neumno izdajati knjigo, če ti nemaš prezentirati. In te Krčko je zdaj že 1 leto, 2 leti, lahko povem, ostal koronov, nas je enostavno stavil, zato ker pretežno je pomembno, ko če se knjige izdajajo pa to, ko se te ene knjige promovirajo, oziroma ko se to, ko je v knjigi javno predstavlja in se na tej način širi. Ne? Nekaj je, lahko je nekaj tako, ampak
Prva, druga stvar je financiranje. Mi se sami financiramo, se pravi, mi knjigo natisnemo, napravimo, jo prodajamo preko teh sponzorskih in teh enih stvari, probamo pokriti stroške poslovanja, negativnih ničnih zaslužkov. Absolutno ne. Mi smo veseli, da se nam to pokrije, ker velika knjiga bo izdana, zato nam pa dosta več predstavlja to, če mi neko knjigo predstavimo. Nam je to kapital. Nam je ne kapital, kam jaz izdal, evo, kujarsko knjigo, štiri bi lahko izdal in bi to ti si kupili, ne, ker pač kujajo za vsi. Pa bi ti mi bili bogati, to ne, verjetno, pa niti ne to cilj. Cilj je res, predvsem pa tu ena druga stvar, dati mladim priložnost, ker jaz znam, koliko je nam bilo težko, mislim, da sem tisto imenik članstva, da sem ena 15 šla noter v knjigi, no, pa nikaj pomeni li ostane. Ne? Čisto feno pesmi, vsi se želo, ka imaš nindr, ka si javno, ka te ne. In ti to bi rad, se pravi, dal se pravi drugim ljudem, pa mladim ljudem, pa rad bi še bolj to spromoviral, kako je pomembna ta beseda slovenska, prekmurska, ka bi ti drugim ta vrednota 41 se tako potisnila, prišla zopet naprej, pa kaj je pomembno to, ko napišemo, se pravi, kaj je pomembna, dobra beseda, lepa beseda in kaj je to nekšna vrednost, ne. Če praviva, kako so se prej pogovarjali, kaj se ena pesmi leko označil celi cajt, ne, to je čarobno, ne, kaj se aktualna še zdaj. Ampak s tem ti drugim trebej dati možnost, ne, mladim, ko bi leko prišli pač do, se pravi, do svoje priložnosti, ki se kjer pokažejo, pa kaj napišejo to, ne. Te pa že, vsak se skozi življenje izkaže, ali več piše, ali menja, ali je dober. To je vse stvar, kakšno sredino zaobjame, oziroma kako ima volen, kako njim je to predstavlja. Ne zdaj biti pesnik, pa pisatelj, znate, kako je to je težko. Ne? Zdaj, mi imamo, naprimer, enega profesionalnega gospoda Ferrera Lanščika in on je resen, lahko povemo, vsakanjem časom se tako mantra, s temi pesmami pa to, pa prova ciljno publiko najde, pa to, ker to ne je enostavno, to ga pejna zaživeti, ne zdaj v 2 milijonski Sloveniji je žmetno za vse nas pesnike, ne. Posebej pa profesionalno se ukvarjati. Tako ti se meni dosta ležej po ene strani ukvarjati s tem z ljubiteljsko, naprej z dušov, poleg toga pa še nekaj delate, kad te neka vusta denek, ne, pa še deci dan. Je pa to ena moja prednost, ko je v tom, ko na takšen način, ker jaz sem stalno v stiki z življenjem na drugi način, kot če bi cel sem pisal. Se pravi, te pa imam stike z živimi ljudami, z živim primerom, pa so te moje pesmi takšne, ker je še dobro, ko pišem, ne, ker ponavadi ene ljudje nekaj delajo, pa te to se ta pistijo, pa nikaj, ne, mene pa to. Pa tudi moje kolega ene redno drži, ne, zdaj. Kaj pa ne morem v toga živeti, to je dejstvo, što da pa meni gledal, lahko povem, pri 5. decaj, ko je imel, vsaj v Kuper, ko mu jaz pisal pesmo. Tebi dosti mogu pisati, ja. Ja, ogromno. Ja, ne, saj seveda, to je težki posel, tudi založništvo je težki posel. Težki. Tako, dokler imajo ljudje še nekako energijo za entuzijazem, pa ko so pač ljubiteljsko, lejko vse to je nekako nam še ne je glih odklenkalo. Ja, najvoljo do življenja ne sme izgubiti, najvoljo do življenja je najvoljo botujte, pobote, ki pivate. To je najvoljo. Tisto je samo laž. Ne? Voljo do življenja čisto nekaj drugega, se pravi, odkrivati življenje, druge prostore, pa vse drugo, ne? Kako pa samo je na golo preživetje. Ker da prejš na golo preživetje, te si gotov, to kako je napisano v Svetem pismu, ne? Što se bogi smrti, da je mrov. Torej, to ni tega ne bojde. Ja. Tako. Ja, Branko, je tak. Nažalost. Ja. No, ampak vseeno se mi pa tako zdi fajn, no, ko sva tudi zdaj omenila založbo Cajt, tudi vabim seveda tiste, kari nas zdaj poslušajo, gledajo, ko si mogoče poglednejo, kaj ste do zdaj napravili, kere avtore, pa ne vem, mogoče, ko
da bomo malo v boljših časih, naklonjenejših časih za kakšne javne predstavitve, seveda, ko pridejo, ko kupijo knjigo, ko vas podprejo, ker dejansko brez pene se ne da nič, še najmanj pa recimo izdati knjigo. Ne? Ja, škoda bi bilo, ne? Ker mi imamo te prekmurski Mali kralječ, Mali princ, ko je izdane, je izredno dober uspeh doživel. To je šlo po ne vem koliko države po celem svetu, ker tu smo interno zavodili za tem, ko je dosta teh zbirateljev. Ne? In te zbiratelji so te naročali po 10, po 20, to Švico, Belgijo, kaj jaz vem, komu se ne šlo. In smo na ten način s to knjigo celo lahko povemo zaslužili, ker smo še tako drugega napravili. Ne? Ali pa smo kakšne prezentacije imeli, mi smo se celo v Ljubljano pelali 2-krat, 3-krat z avtobusom v Kiper ta štet pesmi. Ne? In moram povedati, je par takšnih stvari, no to takšnih biserov, ki se jih ljudi ne zavedajo, naprimer te Mali princ, pa naprimer Turnerova, ko smo izdali prekmurska Sobuška, v neja, ko je notri Sobote, mislim, tako lepo pesniško upisano, to še nišče ne, samo tisti duh Sobote, duh soboškega govora, duh našega rojstnega mesta, Sobote je moje rojstno mesto, če gli sem v Goričane, tako je to tista energija, pa to je tista vrednost, ki se ohranja v teh knjigah, zato je to pomembno. Zdaj probamo nekaj mogoče, če to ne je več v navade, ki bi nekako podaril za novo leto knjigo ali pa nekom škoda, ne? Ne ga več te navade, ne. Staro buteljko, ko 3-krat nazaj pride. Ja, knjiga živi samo pač zaradi tistih, ker imamo radi, ko imamo fejs radi, ne. Ja. Ampak glej, Branko, ne ste še dolgo, v bistvu za založbo je to nedolgi čas, ko ste aktivne, tako ga je zvrblen, ko pač te enkrat prišli tudi mogoče do enega nivoja, ki te leko delali tudi malo bolj profesionalno, ne pravim, ko ste neprofesionalni, ampak seveda za en profesionalizem pa ti nucaš pene, za kaleko plačeš ljudi, kari se s tem poklicno ukvarjajo. Ja. In ko priješ na en višji nivo, seveda nucaš eno fajn finančno injekcijo, kaleko imaš določeno kvaliteto in seveda tudi kvantiteto. Saj založba nuca tudi eno kvantiteto, tako jaz vam vsekakor želim, ko vztrajate in ko pač rinete naprej, dokler ne do mogoče časi prijaznejši tudi za recimo malo založništvo in ko, ne vem, ko te dejansko leko tudi kdaj od toga živeli, ker bi bilo prav. Je ta velika želja in to ščemo napraviti, to mi ne mogu, jaz pač zbiram to eno ekipo že dolgo, nekako tako. Predvsem si želim, ker so te ljudje, ko so poleg, ko so srcem prvo poleg, ti sledi, če je srce poleg, te se to razvija in te na koncu stale kot ti službe. In službe pa ne more biti zato, ker če si ti, te še vidiš, prije nekako pa ima tiste svoj interes, prije noter, ti nekako povabiš te ene par stvari, ti napravi noter, ti pa ene vidiš, ene bi rodi imeli nekšne, kako je že, frekvence, ne vem ko, se pravi, rodi bi imeli nekšne zasluge, ko so napravili ovo pa to, pa ko bi to nindre pokazali, pa ko je to referenca, ko je leko pokaže nekaj, in to je vse premalo. Ti nekaj ljubezni, to, ko ti imaš reference, ko si ti to 10 vozov naklo, ko nema prav v koga, to je leko bolj škodo, kot pa vsega, kaj je drugo. Predvsem je pomembno tisto, ko ti tisto stvari, ko delaš, vztrajaš in tisto ti izoblikuješ do tistega, ko je lepo. Se pravi, pač imamo, zdaj smo na 2 trgi, ljudje smo, ko delamo, Tako dejansko vabiš tudi tiste, kari mogoče imajo željo, kaj ne vem, se piliti, se kaj navčite, ko se vam tudi pridružijo, ne vem, mogoče kakšni mladi, kari še nemajo izkušenj, pa bi mogoče radi videli, kako se to dela, kako to poteka, ali pa imajo kakšni material dober, se pravi, se lejko obrnejo tudi na tebe, kot založnika. Mi smo face odpreti, jaz sem face odpreti, s tem, se pa je potrebno v trajnosti. Trajnost je ne zdaj nekaj. Trajnost, ki nekako bi saj, vsi bi samo nekaj na hitro, šel bi noter, šel bi noter, prišel bi pa v pogledam pa taličo. Toga pa nekaj. Prvo ti je premišljeno delo, ko ti ideš. Včasih smo šli, se si kupo liter slotine,
vegeto, rdečo papriko, za se za olje si imel gloš in je to bilo to. Ovo si imel pa vse doma, ker si znal, pokoj si prišel. Ti pa je zdaj nekako si misli, se pa ta, pa ovo, pa to pomenilo reference in ti bom to dala te reference za nekaj drugega, ker bom nekaj drugih mahala za to knjigo, ko sem ti napravila, ker itak to ne mislim delati dole, samo to gemon, ne. No, ampak reference so pa vseeno fajn za tiste, ker jih mogoče še nemajo, ne. Tako, seveda, če nešče prije pa sodeluje, da so to izkušnje, bogate izkušnje, ne? Ja, to so bogate izkušnje, zdaj pa če kako ti praviš, ka imaš pena, za ti si pa ti profesionalce kupiš, pa imaš noter, pa te obi to lepo delajo, ne? Ja. No, jaz upam, da ste enkrat prišli do te točke, delamo. Ampak no, glavno je, ko se pač nekaj dogaja, tudi v tom prostore, ko imamo, ne vem, dobre avtore in ko dobri avtori ne izginejo skozi sito, ne, ker tudi sito literature izdaj je določeno sito, ker je pač marsikaj dobrega tudi skozi spadne, ne, in zato je prav pač, ko tudi v manjši regiji pač obstaja nekaj lokalnega, kamor se ti lahko obrneš, tudi kot avtor mogoče, če nekaj skozi spadneš, ko tudi znaš, glej, tu imam pa zdaj eno zaledje, tu pa mogoče zdaj, jaz nicam eno objavo, nicam izdajo, idem, ne vem, na založbo pozovem, pa bomo videli, kaj se da napraviti, ne. Seveda, ja. Tako. Super, Branko, hvala te tudi za te del pogovora. Jaz sem imela še gnas v plani, ko malo ideva še dlje, ko malo širše tudi tu potipava, pa tudi mogoče malo gledališko tvojo dejavnost, ampak se nekako, žal se nam je najna ura prehitro iztekla, ne. Sigurno sem, kada izdaš naslednjo knjigo, te enkrat še povabim, mogoče se te kaj takšnega dotekneva. Zdaj za zaključek pa ne vem, mogoče bi še kaj dodal, povedal, pa te na konci boš pa še prebral novi material. Ampak jaz sem, meni je verjeti to pač, rad bi delam vse na tom, ko napravimo eno to kulturno srednjo. Se pravi, v Prekmurju, ko mu tudi drugi te pesniki, ko smo, pa vsi ostali, ko smo nekako vidni, pa smo prišli naprej, ne, to bi rad samo pravil. To imam željo, ne, za sebe pa za seveda za druge. Meni bi fej žalostno bilo, ko bi eni takšni dobri pisatelji, naprimer, kot je Turner, za moje pojme, ne, pa tudi ostali, seveda, ki jih je dosta, ki so še neodkriti, kar je veka na voljo, ne, pa ti sama pišeš in bi trebalo več na toj promociji nas napraviti, pa ko se družimo, pa ko pestimo za sef, nekšno deco. Se pravi, ko do to dole delali, ne, ko doširili to eno kulturo, ker je itak pomembno za našo narodovo zavest in za ne vem, ko se drugo pač, ne, ampak to mora človek rad delati, ne. Ja, no se mislim, ko smo eno točko v nas že lepo oddelala, malo smo predstavila tudi, mogoče da je tudi što malo pobrsko po vaših avtorjih, si malo razširil obzorja. Branko, hvala ti še enkrat, ko si se mi odzval, hvala za te prijeten pogovor, pa no, želim te resno na vseh področjih, ko ti ide tako do zdaj, pa še boljše, seveda predvsem pa kot pesniki, ko bi pač čim prej prebrala tudi kakšno tvojo novo knjigo. No, jaz se veselim tega sodelovanja, pa sem hvaležen za to povabilo, ne, ti v vseh teh naslednjih projektih pa to, bom fejs veseli, če boš ti sodelovala kaj, za kakšno vodenje. Bom fejs veseli, ti kakšne te literarne večere, ko bomo imeli pa to, pa tako ostanemo v stiki. Ti vam, ko se vam to malo povekša, kada pač ljudje malo več gledali, pa kateri živi stik, pa ker je to eno takšno fajno druženje, ko še mogoče malo glasbici, pa tako. In je to leko fejs zanimivo, ker to nicamo, to ljudje nicamo. Ne nas je tako malo, samo nažalost je zdaj se to malo razvodenelo. Ja. Še preštem kakšno? Ja, pa jaz bi pravila tako 4 pesmi, recimo še nove, po tvojem izbore, toliko ka malo čujemo še eno tvojo novo, čisto novo poetiko. Ker dejansko poetika se s časom spreminja in mi je zelo ljubi te zadnji del, recimo, čitamo še neobjavljene stvari. Ti si se kakšno, se ti je posebej zazdela, kaj bi bilo? Ne veš, pogledaj, če češ, ne, to, kaj bi te tisto kakšno, pa eno po svojem zboru, pa bi verjetno bilo.
Ja, gre pa moj vijec. No, fajn, ko si to zbrala. Rozvita. Ja. Pa še 2 si izberi sam. Dobro, te pa ideva, kaj pa moj vijec, to je lepo, kot si zbrala, to je moj stric, s katerega sem zadnja stara leta se postala taka, ko sem ga, podašal, ko sem skrbel za njega, ne. In je to ta pesem. Gre pa moj vijec z brega. Gre pa moj stric z brega, mi oba vraga. Šter je večji, što to zna. Lekarka pred tisti, šter je več vrojžga ima. Sejmi žobami ven namazaniva, prefrigani en za drugoga, prefriganiva eden za 2. Furiški vic, da na sebe misli, me ne izabere. Se za mene odloči. Gor po bregi pod rokov, skozi trnje mimo stare gruške, sunce doide. Tu na toj poti je meja. V lesi pa vtič popevle. Že dolgo sam sebe fučka, ne čuje ga stric. Ga to ne oneja. So te gruške glinej za geste, so te gruške nej bog ve kaj. Šnops pa je li. Suočenog davno, dejdi moj problem. Kak pa človeki, da malo bog še začne iti, tak grata na dute. Tak njim pa stara koža prof pride, prof njimi poše. Da pa boža šiba je fejs duga, dole cigne, pa na sakšno rit poše. Hitro človeka na kolena dene. Živ pač mrtev ne mreš biti. Trmasta se brani. Vse naj bo tak, kak je bilo lani, če že Bog še ne mre biti. To za strica, ja. Za razvito sem pa napisal pesem, pa me je ena razvita napadnila. Kaj mi zagotovnje, majko milo. Pa dobro pesem, ne. Razvita, zdaj Lucifer te hrani, odjavi se sama, preden bo šla. Na zadnji ples vrag te zdaj vabi, nareci Luciferju, da ne bo zdaj šla. Dolge prevzetne laži, slike na steni, gluha ušesa in slepe oči. Razvita, ta ples je zdaj zadnji, povsod se zdaj zliši, povsod govori, ne meči več narodu peska v oči. Razvita, ta ples je zdaj zadnji, Ljubljana ni gluha, Ljubljana ni slepa, kot je bila. Ni gosli, ni cimbal, ni glasba vesela, ni obleka poročna, je črna, ni bela. Zasodba te čaka. Resnica je žalostna, resnica je taka, izbrala vraga si, ne moža in ne junaka. Razvita, ugasni luči, odjavi se sama, preden bo šla. To je ta, so bolj moderne zdaj. Zdaj pa še 2 po mojem. Domovina kleči, to je za vse moje prijatelje, veterane, društva veteranov. Domovina kleči, pokleknila je domovina moja pred izdajalci. Niskim sedaj se klanja, klonila je domovina moja pod težo krivice, storjene mojim bratom. Oropani so grobovi mrtvih junakov, časti in smisla nobeden več ne najde. Kleči sedaj domovina, krvavi resnica, narod v krdelu se spreminja, v grobovih se obračajo junaki, zastojn prelita je kri vseh nas. Sedaj vodijo nas prodani, srebrn novec, srebrnik za vsakega od nas. Klonila je domovina moja pred izdajalci, lažem se klanja.
stečajna masa je poštenje naše. Idiotov več kot dobra polovica. Le še redki normalen je od nas. Te pa še za mojega soseda. Za mojega soseda, pa te to. Če je imam ti... Ali pa ne, te pa ne. Ferija, ete. A ferija imaš? Dobro, kaj ga tu imam? Daš, dobro, hvala. Te pa še ferijo? Ferijo še za konec. Te pa več ne. Te pa več ne. Dobro. Moj pa daš, moj sosed Feri. On nikdar ne mali človek bil, niti po meri, niti po duši. Ka pa je človek leko žmeten, si pri njem hitro gor prišel. V žare bitke s samim vragom si je rokej s pulverom ven namazal, pa vužgo, ka so gorele kak si vrazge. Kelnerce so cvile kak male mačke, njimi pa niko. Tam v Deutschlandi, v Varaši z imenom Šlijera. Da je on v gostilno prišel, ne je bilo srmaka. Vsaki je pijačo dal, bo sen je on se kupo. Mi pa več kot na fronti vleti. V Deutschlandi pa delo žmetno. Še vrag bi skriža vujšel. Doma? Doma pa könik. Takšno dobro srce imeti. Sakša mi je dala. Pst. Niti eno je ne plačal. Azon, kenarca pijočo. Penazge so nej se bili. Dosta več njegovo dobronamerno srce je valalo. Ja, nikdar je mali človek ne bil, niti po meri, niti po duši, ka pa je človek leko žmeten. Se pri njem hitro leko gor prišel, pa te lestice ne trebelo. Raje umil srebrno kak azon zidarsko žlico, ka najbolj je srečen tisti, šterme ne treba izeti, ka tisti štiri leko da, največ vala. Hvala. Branko, hvala. Mislim, kljub tomu, ka sva ne omenjala kaj dosti tvoje gledališke dejavnosti, ka si tudi bil igralec, režiser, mislim, ka smo tudi po tvojem branje videli, ka pač imaš tudi nekšne odrske izkušnje, tvoja interpretacija je tudi bila dokaj gledališka in tako, no, mislim, da niti ne je bilo potrebno besed, ne? No. Tako si pokazal to tudi, kaj znaš. Tako, hvala še enkrat, upam, da se tudi vkratko vidiva še na kakšno večere tvoje nove poezije. Vam, dragi gledalci, publika, pa seveda želim en prijeten večer. Hvala, da ste naju poslušali in se pa vidimo naslednji teden, naslednjo sredo ob 18. uri 15. decembra, ko bo z nami kako? Se upravičujem, naslednji teden je izjemoma prenos ob 17. uri, tako da smo eno uro prej z Gregorjem Lozarjem, mariborskim pesnikom in pisateljem. Imejte lep večer in nasvidenje. Nasvidenje, hvala lepa.